No, nova anketa je pokazala, da le 28% Izraelcev verjame, da ameriški predsednik daje prednost varnosti Izraela. Raziskava Inštituta za demokracijo Izraela je pokazala, da zaupanje Izraelcev v namene ameriških voditeljev močno upada. To je precej manj kot pred mesecem dni, ko je to še vedno menilo 44% vprašanih. Mnenje. Marca lani je 64% judovskih Izraelcev menilo, da Donald Trump postavlja varnost Izraela v središče svojih skrbi. Ta padec prihaja več kot 4 mesece po začetku skupne ameriško-izraelske operacije proti iranskemu režimu in sredi tekočih pogajanj med Washingtonom in Teheranom, medtem ko Jeruzalem opazuje strani. Med judovskimi Izraelci obstaja skepticizem po celotnem političnem spektru. 81% volivcev levice, 73% sredinskih volivcev in 65% volivcev desnice meni, da Trump ne postavlja izraelske varnosti med svoje glavne skrbi. Anketa je bila izvedena med 28. junijem in 1. julijem. Tukaj v studiu je nekdanja dopisnica Balič Lati. Balič Lati, ki jo mnogi štejejo za največjo prijateljico Izraela, Donald Trump, Benjamin Netanjahu, vsi skupaj v popolnem soglasju konec februarja. Zdaj pa glede na raziskavo, je to prijateljstvo med državama čaka precej trnova pot. In Trump se je vedno hvalil s tem, da bi lahko postal Izraelec in takoj postal predsednik vlade. V Izraelu je bil zaradi svojih rezultatov v anketah zelo priljubljen. Celo bolj priljubljen kot sam predsednik vlade Netanjahu, predsednik vlade, ki je na položaju že desetletja. In Trump je imel glede tega prav. Toda padec številk, ki ga vidimo zdaj, ni le oster padec. Gre za to, da je več kot 60% verjelo, da ima Trump v mislih izraelske interese, zdaj pa to verjame le še 29% vseh Izraelcev. Medtem ko vidimo nekaj razlik med Arabci in Judi v Izraelu, imajo Arabci dejansko bolj občutek, da Trump daje prednost Izraelu. In to je občutek, ki je zelo pogost v arabskem svetu nasploh. Prisoten je tudi tukaj v Izraelu. Toda nasplošno verjame zelo malo ljudi. Torej desničarji, ker so, bliže Netanjahuju, potem mislijo, da je Trump, veliko bolj na strani Izraela kot levičarji. Ampak spet, nasplošno, po tem, kar so videli od Trumpa, jih je razočaral glede iranskega vprašanja, pustil je Izrael, da se sam sooča z Iranom in tudi ustavil vojno. To je bil, najboljši način za Izrael, da zlomi to iransko os. To je nekaj, kar Izraelci čutijo kot zelo razočarajoče. In zdaj vidimo po številkah, da Trump ne bo postal predsednik vlade v Izraelu. Prej v oddaji smo govorili o tem, da je Benjamin Netanjahu govoril za CNN in dejal, da se s Trumpom glede velikih stvari strinjata. In to je zagotovo ponavljajoče se sporočilo izraelskega predsednika vlade. Toda, kar je bilo zanimivo v anketi Balih Lati, je, da le 38% Izraelcev verjame, da je strateški položaj države oziroma položaj Izraela boljši kot pred februarjem. In to je zagotovo zaskrbljujoče. To je zelo zaskrbljujoče. In v Izraelu je tak pogled zelo pogost. Kajti po eni strani je imel Izrael v tej vojni vojaško prednost. Uničuje iranski, vojaško infrastrukturo. Dejansko je, napadlo veliko industrije za balistične rakete, vendar ni uničilo vsega. Tudi nasplošno v Izraelu in tudi nasploh vidimo, da Izraelci menijo, da ima Iran zdaj grožnjo odstranitve. Lahko ga zapre kadarkoli meni, da je prav, tudi če je to povezano samo z Izraelom in s tem, kar počne v Libanonu, naprimer. Nekaj, kar se zdi nepovezano z vojno med ZDA in Iranom. In zato Izraelci menijo, da je položaj Izraela zdaj, slabši, kot je bil februarja. Vendar jim manjka še ena stvar, ki bi dejansko lahko bila v interesu Izraela, ali pa bi jo lahko videli kot nekaj pozitivnega. Kajti navsezadnje, če bi bil Iran res na poti, da zgradi 10.000, 20.000 balističnih raket, bi lahko dejansko prizadel Izrael in morda v enem zamahu uničil večino mest v Izraelu. In to je nekaj, s čimer se je Izrael soočil. Ta eksistencialna grožnja bi jo lahko šteli za odpravljeno. In to samo po sebi bi seveda lahko šteli za pozitivno stvar, ne glede na občutke in splošno razpoloženje tukaj.
In veliko jih verjame, da bi se po ameriških vmesnih volitvah stvari lahko ponovno spremenile, da bi se odnos lahko spremenil. Počakajmo, da vidimo, kako se bo vse skupaj odvilo. Želim preusmeriti našo pozornost na dogajanje tukaj v državi. Seveda je dobro znano, da je obramba zelo pomembna tema, ki je mnogim v državi zelo pri srcu. In zagotovo bo na dan volitev, ki se mora zgoditi do konca oktobra, vprašanje varnosti za mnoge na prvem mestu. In na to temo se zdaj stranka rezervistov združuje z nekdanjo poslanko modro-bele stranke Kelly Troper in to je Josie. Kendelova stranka rezervistov je izjemno pomembna glede na to, o čemer govorimo. Torej, občutek glede varnosti in obrambe naroda. Povejte nam kaj več o manevrih znotraj Izraela na političnem področju ta trenutek. Ko gre za Josija Hinkla in Hilija Truperja, gre za kombinacijo zelo varnostno usmerjene agende Josija Hinkla. Bil je na prvi bojni liniji med vojno. Vedno je govoril, da se vojna ne more končati, dokler ne premagamo Hamasa. Vse to. In potem Hilij Truper, ki je iz modro-bele stranke, je bil bolj za to, da se sklene dogovor, ki bi osvobodil talce. Te stvari se zdijo zelo težko združljive. In zdaj imamo to stranko. Nisem prepričan, ali so dejansko presegli ta prag, oprostite, in lahko vstopijo v parlament. To, kar smo včeraj videli v anketi za N12, eno vodilnih izraelskih medijev, je, da bi lahko bilo, veste, prostor oziroma mandat. Recimo temu za sredinsko levo ali sredinsko desno stranko. Oprostite. To vključuje Kelly Trover, vključuje Josi Hina, vključuje Benja Gansa, vključuje Eda Lichtensteina, naprimer člana Likuda, ki je pravkar napovedal, da se ne bo ponovno potegoval za izvolitev v stranki Likud. Če bi to dejansko bila stranka, kar je za zdaj hipotetično, bi lahko dejansko dobili 6 sedežev. Te 6 sedežev, čeprav je to majhno število glede na imena, ki jih imamo tukaj, pa bi lahko bili odločilni navsezadnje. Ker niti koalicija, niti recimo temu cionistična opozicija trenutno ne moreta doseči 61 članov za oblikovanje koalicije na naslednjih volitvah. Tako bi lahko bili oni tisti, ki odločajo. Ampak rad bi samo dodal, da to, kar vidimo zdaj v tej koaliciji in tej opoziciji, verjetno ne bo enaka situacija po volitvah. Ker Netanjahu na eni strani želi odpraviti Ben-Gvirja, morda tudi Smotriča. Z veseljem bi se znebil vsaj nekaterih ultraortodoksnih strank. In ko se to zgodi, če bo imel priložnost oblikovati koalicijo z novo desno sredino, če bi bila ta oblikovana, dejansko z nekaterimi člani opozicije bi lahko nastala enotna vlada. In tudi z druge strani, recimo Izakov, ni rekel, da ne bo šel v koalicijo z Netanjahujem. Popolnoma je pripravljen iti v koalicijo z Josijem Hinelom, z Benjem Gansem, z drugimi. Tako bi lahko nastala drugačna koalicija, kot jo vidimo zdaj. In to je tisto, na kar čakamo po naslednjih volitvah oktobra. Spremljamo vse te dogodke, kot se odvijajo, kot vedno. Najlepša hvala, dopisnica Balič Lati.